Torej, vsem prav lep pozdrav na današnji prvi jesenski seji Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Temi, o katerih smo se danes pogovarjali, sta bili dve, vmes smo naredili krajšo prekinitev, zato se tudi opravičujem za to, ker ste morali nekoliko počakati. Prva tema je bila seveda varnost. Take serije terorističnih napadov, kot so bili v zadnjih 14 dneh, Evropa še ni videla. Bilo jih je okoli 20, za mnoge manjše, manj uspešne, večina niti ni slišala. Zagotovo pa ste vsi slišali za tragedijo, ki se je zgodila s terorističnim napadom islamista v Barceloni in pa v Helsinkih. V Barceloni je bilo potem na koncu 14 mrtvih in okoli 100 hudo ranjenih. V Helsinkih je migrant, ki je šel preko Slovenije, po podatkih, ki so zdaj javno objavljeni, in sicer v začetku leta 2016 z nožem zabodel mamico z dojenčkom in hudo ranil še eno žensko. Zdaj, veste, kadar govorimo o teh stvareh, je en problem, ne? Dokler govorimo o številkah, je to samo statistika, ne? Ko pa govorimo o ljudeh, je pa stvar drugačna, ne? Dajte, vsi zagotovo poznate sliko, ki so jo pokazali vsi mediji. Kasneje se je pokazalo, da je slika režirana, da gre za ubogega otroka, katerega smrt je zakrivil njegov oče, ki je bil švercer z ljudmi in je vozil čoln, ki se je prekucnil, pa je pa reševal sebe namesto tega otroka. Ampak to sliko je objavil ves svet. Teh slik, gospe in gospodje, pa ni objavil skoraj nihče. Tole je povožena mamica z otrokom v Barceloni. Posnetek ni posebno dober, ampak tragedija je pa resnična. Ko se to vidi, se šele zave, kje se je znašla Evropa. Drug posnetek. Tole je vse, kar je bilo mogoče videti na sliki od zabodene mamice z dojenčkom v Helsinkih. Slika, ki je zgovorna. Več kot 1000 besed pove, ne? Tole sliko, kolikor vem, ni objavil noben večji medij, ne v Sloveniji, ne na svetu. Tole, gospe in gospodje, so povožene dekleta v Barceloni. Mrtva. Jaz vas pa sprašam, kje je tukaj enako merilo za vse? Tistega otroka so objavili vsi svetovni mediji. Teh otrok, teh žensk ni objavil praktično nihče. In zaradi tega tudi streznitev ni taka, kot bi morala biti. Da bi se zavedali, da je Evropa in varnost ogrožena, da je potrebno dejansko storiti vse, da se vzpostavi dosledno spoštovanje zakona, dosledna zaščita meja in da seveda je potrebno storiti vse, da se ohrani varnost v Evropi ne samo za nas, ampak tudi za naše otroke. Radikalni islam se nikoli ne integrira. Radikalni islam bo vedno ostal tak, kot je, in zato za radikalni islam ne more biti prostora v moderni Evropi. Tisti, ki prisegajo na nasilje, ki ga izvajajo, morajo od tu iti, enkrat zavedno. Danes smo se seznanili s podatki, koliko je bil povečan migrantski tok v tem obdobju, in sicer je po uradnih podatkih policija zabeležila 1203 ilegalne prehode slovenskih meja v letošnjem letu do današnjega dne. Seveda, koliko je pa takih prehodov, ki niso bili zabeleženi, pa lahko samo ugibamo. To je precejšnje povečanje glede na minula obdobja. Ob tem pa je treba poudariti, da se na slovenskih tleh v tem trenutku nahaja okoli 260 azilantov oziroma prosilcev za azil. Približno 40% kvot, za katere se je zavezala Cerarjeva vlada, pa je ob tem že uresničila. To je nekako kratka predstavitev varnostne situacije, ki je pa treba
napovedati, da se bo v kratkem verjetno precej zaostrila. Namreč ukrepi, ki jih je začela izvajati Italija in z njo Evropska unija preko Sredozemlja, so strahovito pozni, vendar so pravi. V eni sami noči, seveda vse se da, če se hoče, so praktično pobrali vse švercarske čolne tako imenovanim nevladnim organizacijam, ki so v resnici organizirano kot mafija vozil migrante v Evropo, in pobrali tudi čolne ilegalnim švercarjem migrantov iz Afrike. Tako da je sedaj pretok bistveno okrnjen, toda rezultat tega je, da se zato ponovno močno krepi pritisk na Balkan. To se pravi, ponovno se odpira balkanska pot in sicer v dveh delih. Po eni, ko poteka preko Romunije in pa potem severnega dela Madžarske, pa naprej proti severu. Drugi del pa žal seveda preko Hrvaške proti Sloveniji. V naslednjih mesecih zato službe pričakujejo precej okrepljen tok ilegalnih migrantov in zato tudi napovedujejo nekatere dodatne ukrepe. Tisto, kar je bistveno, so seveda obenem tudi ukrepi za zaščito ljudi in najpomembnejše infrastrukture. Ne gre pozabiti, da imamo nekatere objekte, ki so izjemno pomembni in občutljivi na slovenskih tleh. Verjetno vsi veste, o katerem govorim, dol na Krškem. In posebej je poskrbljeno za zaščito vseh teh objektov. To se pravi, službe zaenkrat delajo kar lahko, zato da bi preprečile najhujše in hkrati ocenjujejo, da nevarnost za Slovenijo seveda obstaja. Slovenija ni več varen otok znotraj Evropske unije, ampak da pa je ta nevarnost sorazmerno nizka. Potem, ko smo obravnavali pač varnostno problematiko, smo prešli na poročilo o proliferaciji, se pravi o zadevi Farrokh Zadeh, in ga tudi potrdili. Tako da bo poročilo, če bo upoštevan tudi poseben sklep, ki smo ga dodatno sprejeli, uvrščeno že na septembrsko sejo Državnega zbora, verjetno hkrati s delnim poročilom, ki ga pripravlja preiskovalka. Poudarjam, da so bili vsi sklepi sprejeti soglasno, ugotovitve, ki jih boste prejeli zdaj v pisni obliki, so bile ravno tako potrjene soglasno in bodo javne. Javen bo tudi sklep. Predlagamo, da se Državni zbor pač s tem seznani in podpre pač poročilo. Poleg tega pa smo sprejeli še dodaten poseben sklep, da to danes na Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb sprejeto poročilo pošljemo tako Nacionalnemu preiskovalnemu uradu, se pravi policiji, kot tudi tožilstvu, in da izrazimo pričakovanje, da storijo vse, da ugotovijo, koliko je bilo dejanskih kršitev zakona, da ukrepajo proti vsem, ki so kakorkoli kršili zakon v tej zadevi, in da torej zadeva dobi tudi sodni epilog. Obenem smo izrazili tudi pričakovanje, ki ga izražam tudi javno, da nas bodo o poteku preiskave in ugotovitvah sproti in ustrezno obveščali. To bi bilo z današnje seje vse, če je pa kakršenkoli dodatno vprašanje, pa prosim. Lahko poveste kaj več o teh ugotovitvah? Če lahko tiste papirješ. Zdaj, ugotovitve so precej obsežne, napisane so sicer na dveh straneh. Se pravi, ugotovljenih je bilo predvsem zelo veliko zavlačevanj pristojnih služb in pa neustreznega ravnanja. Zdaj, ali gre za kazniva dejanja ali ne, o tem bodo pač odločale ustrezne službe. Še enkrat poudarjam, da smo izrazili posebno pričakovanje, da se ukrepa skladno z veljavno zakonodajo v vseh primerih ugotovljenega nezakonitega delovanja institucij, organov in odgovornih posameznikov. Kot zanimivost naj posebej izpostavim, da je pač potem, ko je že bila zadeva
dana v obvestilu Sove v vednost tako takratnemu predsedniku države, predsedniku vlade, ministru za finance, notranji ministrici in tako naprej, Državni zbor o tem sploh ni bil obveščen, ne? Ker je nekaj, kar posebej bode v oči. Tako da prvo obvestilo, pa še tisto je bilo izredno splošno, tako napisano v bistvu v enem stavku, je bilo šele pol leta kasneje, pomladi naslednje leto, ko je Komisija za nadzor KNOVS takrat dobila tisto redno letno poročilo in je bilo not tudi omenjeno, da se je nekaj tam dogajalo. Ni bilo pa nič precizirano, za kakšno vsoto gre in tako naprej, ne. Kolikor jaz poznam dosedanji protokol in prepričan sem, da boste delili moje mnenje, je vedno bilo normalno, da so obveščeni vsi trije vrhovi politike, to se pravi reprezentativni predsednik države, izvršilni predsednik vlade in seveda zakonodajni, torej predsednik parlamenta, ki v primeru odsotnosti predsednika države tudi nadomešča. V tem primeru pa ni bilo tako in moram reči, da je to edini tovrsten primer, s katerim smo se do zdaj srečali. To je manj znano dejstvo, na katerega pa želim posebej opozoriti, ne. Kajti zato pa je odgovornost izvršilnega dela in reprezentativnega dela toliko večja. Ti ljudje so bili seznanjeni vsi s višino, šlo je za očitno vnaprej dogovorjeno po vseh indicih pranje denarja v višini 1 milijarde dolarjev. Seznanjeni so bili, v kateri banki se je to dogajalo, to je bila Nova Ljubljanska banka, odkot je denar prišel, to je bila Banka za razvoj Irana, ki je bila takrat uvrščena na črno listo po odloku Evropske unije, in da gre seveda za državo, ki je pod embargom zaradi suma proliferacije in financiranja terorizma in da gre v danem primeru tudi prav za to, to se pravi za sum, utemeljen sum proliferacije in financiranja terorizma. O tem so številne tuje službe posebej opozarjale slovensko že leta 2009 in kasneje, vendar so se podatki in opozorila, tudi tista interna iz banke, ustavljali najprej na Uradu za preprečevanje pranja denarja, zato sem enkrat že postavil vprašanje, da se zelo lahko vprašamo, a smo takrat imeli Urad za preprečevanje pranja denarja ali Urad za pospeševanje pranja denarja, ne? Potem ravnanje KPK, ki ni bilo ustrezno, to je zdaj mogoče z vso odgovornostjo reči in je tudi zapisano v teh javnih ugotovitvah. Ugotovili smo, da je bil sklenjen poseben protokol že precej prej in sicer o sodelovanju med Komisijo za preganjanje korupcije in pa policijo. V danem primeru, ko je šlo za tako veliko zadevo, za dokument, ki ga je predal žvižgač, to se pravi tudi za materialno podprt sum, pa se tega protokola ni spoštovalo, ne. Ni se ga spoštovalo ne strani KPK, ne potem s strani policista, se pravi službenca NPU, ki je to prejel, odnesel tja, potem pa se je za tem dokumentom izgubila tam vsaka sled. Zaradi vseh teh razlogov, težko najbrž bi verjeli, da gre vsem tem za naključje, ne, kdor pač verjame, da je Zemlja ravna plošča, da nosorogi letijo, recimo, bo najbrž verjel tudi, da je vse to možno, kot se pač sistem naključi. Je seveda tukaj očitno, da so odpovedali nadzorni sistemi države, da organi, ki so za to poklicani, niso ustrezno opravili svoje naloge in zdaj gre za to, da ustrezne službe pričakujemo, da skorektno in povsem zakonito in to v okviru celotne zakonodaje izvedeno preiskavo ugotovijo, kdo je za to odgovoren, za kakšno odgovornost gre in da tudi seveda preiskovalka ugotovi in z njo Državni zbor, kakšna je politična odgovornost posameznikov. Z naše strani smo s tem, ko to predajamo
pač Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in pa Generalnemu državnemu tožilcu svoje delo uspešno zaključili. Bomo pa seveda nadzorovali, kako bo preiskava potekala in kot smo že izrazili pričakovanje, pričakujemo, da nas bodo sprot obveščali o ugotovitvah in seveda o ukrepanju zoper koga, kako in kdaj. Hvala vam, pa srečno.